nami je Rok Uniček, eden izmed najboljših danes v zelo dobri domači vrsti. Rok, čestitke za prvoligaško zmago, kakšni so občutki? Hvala, ja, občutki so super. Pričakovali smo težko tekmo, kar so tudi gosti pokazali v prvem polčasu. V drugem polčasu smo se priključili in na koncu zmago tudi dobili. Kaj je po tvojem mnenju presodilo to tekmo? Kaj je bil tisti izziček na tehnici, da se je obrnila vaša korist? Verjetno fizična pripravljenost. Gostje sigurno niso bili tako pripravljeni kot mi. Bili so seveda izkušenejši, ampak izgleda je naša fizična priprava zmagala. Rok, hvala lepa in seveda veliko sreče na naslednjem gostovanju v Izoli. Kaj napoveduješ za tisto tekmo? Bomo videli, kako bo. Najprej se bomo treba lepo pripraviti na njo, pogledati kako kaseto, pa bomo pa videli korak po koraku. In bomo držali pesti. Srečno. Hvala, hvala. Z mano je Sebastian Sovis. Sebastian, čestitke za prvo zmago v prvi ligi. Kakšni so občutki? Ja, odlični. Se veste, prve nikoli ne pozabiš in danes so si fantje prigarali, bom rekel. Če bom rekel, da smo dobro igrali, bi lagal. No, to je bilo davče tistega, kar mi fanti kažejo na treningu, vendar jih popolnoma razumem, imajo izredno željo. Danes so bili kar pod mene obremenitijo, želeli so si 2 točki in začeli smo tako, kot bi imeli zvezane in roke in noge. Na trenutke me je spominjalo, kot da igramo kot roboti, vendar na koncu je vendarle prišla do izraza naša daljša klop. Več smo lahko rotirali, držali višji tempo, pa tudi fantje so naredili klik v glavah, pokazali, da so sposobni igrati v prvo ligo. Dobili prepotrebne izkušnje, zraven pa še 2 točke, kar je najslajše. Ja, verjamem. Kakšni so bili napotki med polčasom? Med polčasoma, prvi polčas namreč ni bil najbolj prepričljiv, drugem pa v zadnjih 20 minutah popolnoma drugačna slika. Ja, jaz sem jim dejal, morate vedeti, prvi polčas praktično nismo imeli obrambe niti naših vratarjev. Pomoči od zadaj, slabo smo igrali obrambo. Vedel sem, če dobimo spet toliko golov kot prvi polčas, da tekmo ne moremo dobiti v nobenem primeru. Zato sem jih probil umiriti, skoncentrirati na svoje naloge, da niso v tej euforiji prenagli z odločitvami. Želel sem, da popravimo obrambo, želel sem si jasno obrambiti naših vratarjev, to je v drugem polčasu nam uspelo, pa tudi malo bolj hrabri smo bili v napadu, več smo rotirali mest, bolj napadali direktno na nasprotnika, držali visok tempo, rotirali več igralcev, gostujoči igralci pač niso zdržali tempa in mislim, da je to, kar je potrebovalo zmagi. Sebastian, še enkrat čestitke, hvala za odgovor in pa srečno gostovanje v Izoli. Hvala lepa, nova težka tekma, vendar se bomo potrudili. Hvala. Hvala. Z nami še Sašo Praprotnik, trener gostujoče ekipe. Sašo, čestitke za dobro predstavo, pa vendar vam je na koncu nekoliko zmanjkalo. Kaj je po vašem mnenju odločilo našo tekmo? Verjetno malo športne sreče. Jaz pravim, če bi naši golmani v drugem polčasu branili kako žogo, bi se verjetno obrnilo nam vpred, ampak gledaj, na vse skup zaslužena zmaga domače ekipe. Jaz jim čestitam in želim obema kluboma čim prej ostanek v ligi. Kakšni so vaši občutki, ko se spet vračate v Slovenj Gradec kot na prvoligaško sceno? Verjetno ste tudi vi veseli, da se Slovenj Gradec vrne v med elito. Ja, mislim, da to že publika tu pokaže. Se pravi, jaz mislim, da imate najbolj obiskane tekme v ligi. To zadnjih 5 let, zdaj kaj spremljam, kaj vas ni bilo. Tako da si sigurno zaslužite prvo ligo. Sašo, hvala za odgovore in veliko sreče v nadaljevanju sezone. Hvala enako. Hej, 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 daj bom!